Na času imam zelo slab pregled, tako da ne morem reči, kdaj je pa to sigurno več desetletij, kar se kar naprej ukvarjam s prevajanjem literature za otroke in mladino. Zdi se mi, da je to eno res žlahtno delo in da ima človek veliko veselja pri tem, kajti, kot sem že večkrat rekel, tudi jaz se rad igram z besedami in upam, da se ne bom nikoli tega naveličal. Veliko sem prevajal in za knjižne izdaje, hkrati pa tudi za televizijo, kjer sem bil dolgo časa urednik otroških mladinskih programov. Z urednico za animacijo risank Andrejo Hafner pa sva odlično sodelovala tudi pri prevajanju. Takrat so bile risanke precej drugačne, kot so zdaj so precej bolj razdrobljene, če smem tako reči. Včasih pa so bile cele serije na primer narejene v verzih in jih je bilo treba, in ti verzi so bili songi, ki so imeli rep in glavo, tako da je bilo treba pazljivo prevajati, hkrati pa je bilo to žlahtno prevajanje. Človek je imel s tem veselje. Pomembno se mi zdi prevajanje risank kot en trening, kajti moramo se zavedati, da literatura za otroke, predvsem za tiste manjše, se vedno govori na glas in treba je slišati, kako, in imeti občutek za to, kaj bo lahko igralec naredil z besedilom, kako ga bo interpretiral, da ne bo predolg, treba se je skratka držati tiste sheme, v kateri je bila pesem napisana, in to se mi zdi pomembno tudi pri knjižnih izdajah. Tukaj moram reči, da večinoma založniki najdejo mene. Hvala Bogu mi ponudijo kakšne res zanimive stvari, tako so nastale recimo odvratne rime Roalda Dahla, pa recimo Mačke Thomasa Stearnsa, Eliota in še kar nekaj drugih prevodov. Včasih pa se potrudim tudi sam in predlagam kakšno stvar, ki jo potem založniki vzamejo v obzir. Mislim, da je ena takih nalog, ki me še čaka, prevod otroške pesnitve Silvije Plath. Ja, Zverjasca sem poskusil nekako skovati, tako kot je v originalu skovan iz dveh besed v angleščini. Jaz sem skušal najti neko slovensko ustreznico, da je on in zver in merjasec recimo, skupaj pa to pomeni zverjasec. Pri Cirilu in Metodu, to je bil pa preblisk, meni sta se zdeli te dve veverici, ki sta fina karakterja, pa se kar naprej prepirata, čeprav to jasno od tega nimata nič, pač pa imata veliko od tega, da stopita skupaj. Zdela se mi ena taka zanimiva vzporednica. Ciril in Metod, brata, ki v slovenščini vsi poznamo in ki sta se najbrž, tako si predstavljam, čeprav jasno nimam kakšnih zgodovinskih dokazov, sta se morala o kakšnih jezikovnih problemih
najprej prerekati, potem pa sta se zedinila in našla najboljšo rešitev. Ja, vedno so problem pri slikanicah, ki so pisane v verzni obliki, je najpomembnejša forma in to zvočna forma. Kot sem že prej rekel, je to za otroke, se mi zdi najpomembnejše. Angleščina ima jasno ima svojevrstne prednosti pri tem, kako se poigrava z rimami, dvoumnostmi in podobnimi jezikovnimi orodji. In zdi se mi, da je zelo pomembno najti neko ustreznost v slovenščini, ki pa ima drugačne prednosti, na primer gibkost jezikovno, to se pravi v tem, da so vse besede sklanjajo ali spregajo, vse besedne vrste spreminjajo obrazila. Potem ima zelo so zanimive nekatere sintaktične rešitve, ki so drugačne kot v angleščini, ampak prinesejo lahko veliko humornosti besedila, smešnosti, ki je pomembna pri otroški literaturi, tudi pri teh slikanicah. Saj vemo, da Angleži tako suvereno obvladajo pesnjenje na robu nonsensa, na robu tistega, da besede izgubljajo oziroma predrugačijo pomen in da pride do nekih stikov besed, ki je popolnoma nov in svež in fantastičen in za otroka igriv, tako kot je igriv njegov odnos do sveta. On se šele uči poimenovati svet in preko teh imen prihaja, preko poimenovanja prihaja v jezik in v svojo globino svoje eksistence. Ja, jaz mislim, to je zdaj ugibanje, jasno, ne vemo točno, kako funkcionirajo te zadeve znotraj relacij v družinah, kjer starši poskrbijo za to, da se otroci seznanijo s knjigami ali pa ne poskrbijo. Ne vemo, kako vpliva na to tudi hitrost tehnološko novih medijev, predvsem mislim tukaj na razne družbene pretočne kanale, pa televizijo, skratka tudi strip, zasičeno s podobami. Vendar se mi zdi, da ostaja nekakšna konstanta, potreba po tem, da se temu svetu približamo na način, ki ga je poznala ljudska pesem in ki je kasneje razvila tudi umetna poezija, mislim tu predvsem na Župančiča in pa že prej jasno Levstika in vse njegove bleščeče nadaljevalce, njune bleščeče nadaljevalce. Jaz si ne predstavljam tega sveta, ne da bi otroci poznali vsaj kakšno pesem iz Mehurčkov, na primer. Prepričan sem skoraj, da jo vsak otrok pozna, no. In verjetno pozna tudi grafa Narjevega Pedenjpeda, pa še mnoge druge lepe like iz slovenske izvirne in prevedene literature. Vem, da se velikokrat pogovarjam s starši in otroki, ki poznajo Zverjasca, pa tudi Čarovnico, ki je jahala na metli, in mnoge druge figure iz te plejade prevedenih knjig, za katere sem poskrbel.
Zdi se mi izjemno pomembna. Prvič iz tega razloga, ker se upošteva virtuoznost prevajanja, da tako rečem, katera je všteta tudi glasbena virtuoznost, in kot spomin na Vasjo Cerarja, tega imenitnega prevajalca, krasnega fanta in odličnega urednika. Naj ostane z nami tudi preko te nagrade.